Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Reorganizacija centrov za socialno delo bo prinesla izboljšanje tako za uporabnike kot za delavce. Slednji so minuli mesec lahko podali komentarje oziroma pripombe o noveli zakona o socialnem varstvu. Reorganizacija je med delavce zasejala kar nekaj bojazni in strahov. Vsaka reorganizacija je neka novost in vsake spremembe se večina ljudi boji. Zdaj največ bojazni je glede njihove zaposlitve, glede novih pogodb o zaposlitvi, glede novega delovnega časa, tako da jih želimo na posvetih, ki jih zdaj organiziramo po celi Sloveniji, potolažiti in jim zagotoviti, da se v bistvu njihove pravice in obveznosti ne bodo spremenile. Največji center za socialno delo se nahaja v Mariboru, kjer je zaposlenih 88 ljudi, medtem ko je v najmanjšem metliškem centru le 5 zaposlenih. Zahtevnost dela in nalog v obeh je popolnoma enaka, medtem ko ob primanjkljaju socialnih delavcev ni poskrbljeno za učinkovito reševanje težav. Velik problem vseh centrov je tako kadrovska podhranjenost. Bojimo se pač malo tega, da bomo z nekako isto količino kadra nekako delali isto količino dela oziroma še več in upamo, da dejansko bo, tako kot je bilo danes napovedano, da se bo upoštevalo ta naš kadrovski primanjkljaj in da bomo res imeli možnost priti bližje ljudem, ker to si tudi v bistvu mi želimo. No. Jaz mislim, da iz današnjega posveta lahko zaključimo pripravljenost pripravljavcev reorganizacije, da ne bo ostala reorganizacija zgolj na organizacijskem nivoju, ampak se dela načrtno tudi v prihodnost, bližjo prihodnost, kjer se ima namen centre okrepiti z dodatnim kadrom, ker samo z dodatnim kadrom bomo lahko dosegli večjo kvaliteto storitev. V tem obsegu pa nobena reorganizacija ne more dati bistveno boljšega učinka, če ne bomo dodali kadrovske krepitev. Najbolj nujne kadrovske okrepitve naj bi začeli uresničevati že letos. Centri za socialno delo so dobivali nove naloge, tudi njihovo število zaposlenih na področju cele Slovenije je bistveno manjše kot na upravnih enotah. Rečemo, na centrih je zaposleno 1169 ljudi, medtem ko na upravnih enotah 2800, medtem ko centri za socialno delo razdelijo tam milijardo evrov sredstev in približno 800 000 odločb letno. Torej, to so res velike številke, če obštejemo še programe, še vsi programi za družino, še vse te oblastne funkcije, torej da se pač sodelujo pri ukrepih za zaščito koristi otrok. Skratka, centri za socialno delo so podhranjeni, tudi v primerjavi z evropskim povprečjem smo krepko spodaj in ob tej reorganizaciji je treba tudi zagotoviti te nujne dodatne kadre. Ministrica pričakuje, da bo novela zakona junija sprejeta, potem bo sledila temeljita sistematizacija, uvedba 16 območnih centrov in preoblikovanje obstoječih 62 centrov v enote. Kar pa je najbolj ključno, centri in socialni delavci se bodo vrnili tja, kamor sodijo, k ljudem.